Le 2 tedna po zaključenem reliju Velenje je zdaj čas za še eno dirko. Tokrat so se dirkači pomerili na cestah okoli glavnega mesta Hrvaške, na reliju Ina Delta, ki letos tudi šteje za slovensko državno prvenstvo. Dragi gledalci, čas je za reportažo Autoportreta.si z 3. postanka sezone. A kot ponavadi poglejmo, kako so se stvari iztekle prejšnjič. V Velenju smo videli kar lepo presenečenje, ko je svojo predstavo na prvem reliju kariere zmagal Boštjan Avder. V prvenstvu po zmagi v Vipavi in drugem mestu v Velenju vodi Rok Turk. V diviziji 1 Rok Jerkič nadaljuje z izjemno predstavo, v 2 dirkah ima največje možno število točk, 50. Isto število najdemo tudi pri Timo Novaku v diviziji 2. A ima malo manjšo prednost, Jernej Fakin je namreč letos 2-krat končal drugi. Na vrhu prvenstva divizije 3 pa najdemo 2 dirkača, Vasja Miklavčiča, zmagovalca relija Vipavska dolina, in Matjaža Zupančiča, ki je po izjemni predstavi slavil 2 tedna nazaj. A obeh dirkačev ne najdemo na štartni listi tokratnega relija. Ko smo že pri štartni listi, 80 posadk se je prijavilo. Med njimi smo našli 20 slovenskih. Dogajanje se je začelo že v četrtek zvečer s ceremonialnim štartom v Zagrebu. A na pravo dirkaško dogajanje smo morali počakati do naslednjega dneva. Zaradi dolžine relija so posadke imele možnost še zadnjič stestirati dirkalnik na shakedown. A že tam so se pojavile težave. BMW Domna Agniča in Anje Verbič je odpovedal, a so ga v servisu do štarta prve hitrostne preizkušnje uspeli popraviti. Prvi brzinc pa je bil na sporedu ob 17. uri in 14 minut, in sicer je bil to super special v Zagrebu. Posadka Rok Turk Blanka Kacin je prva prevzela vodstvo, a prednost je bila majhna, pol sekunde pred Bisaho in Tešinskim. So se pa pojavile težave na Toyoti Grege Premrla, ki je že takoj bil prisiljen odstopiti. Kot vse kaže, tek na štartu super speciala, je začel ful čudno motor delati, podpeljala sta super special, pol tik pred ciljem, to je, da so prišla na cilj, nam je ugasnil motor, avto. Zdaj smo videli, da nam je v bistvu dol kolektor vrglo, tako da upamo, da popravimo in jutri nadaljujemo, tako da zdaj se še nekaj martrejo. Sam, kaj ćemo, to je del našega športa in držite jutri pol vesti, super reli, gremo nabirati kilometre. Na naslednjem brzincu je Ondřej Bisaha hitro prevzel pobudo, a nažalost smo že tukaj videli posledice teh hitrih preizkušenj. Jerneju in Gregorju Fakinu, ki se dobro držita v prvenstvu divizije 2, so odpovedali zavore. Voznika so morali prepeljati v bolnišnico, kjer pa so ugotovili, da posadka ni utrpela hujših poškodb. Ob 9:30 zvečer pa je še enkrat sledil super special, ki ga je znova dobila posadka Rok Turk Blanka Kacin. Tako po petkovem delu dirke vodita Ondřej Bisaha in Peter Tešinski, in sicer za 23 sekund in 80 stotink pred Turkom. Posadka Hidek in Kerek v Škodi Fabii R5 pa je bila tretja po prvem delu. Če izločimo dirkače, ki niso prijavljeni v slovensko prvenstvo, sta bila na drugem mestu z dobro minuto in pol zaostanka za Turkom Aleš Zrinski in Rok Vidmar, na tretjem mestu pa Tim Novak in Uroš Cvirk z minuto in 50 sekundami zaostanka. Po divizijah so bili v petek najboljši Rok Jerkič v prvi, Tim Novak v drugi in Mišel Zupančič v tretji diviziji. Naslednji dan so nekateri dirkači, ki so v petek odstopili, še zmeraj štartali zaradi pravila super reli. Med njimi je bil tudi Grega Premrl. Dobrih 25 km je bil dolg brzinc Sljeme, s katerim so dirkači ob 10. začeli sobota. Ta hitrostna preizkušnja je minila brez posebnosti, Bisaha je nadaljeval v enakem tempu. Je pa na naslednjem brzincu Las nasedla posadka Jan Medved, Lucijan Volk. Navijačev, ki bi lahko pomagali avto poriniti ven, zgleda ni bilo. Sledil je še Hapi šestine, kjer je izlet s ceste doživela posadka William Prodan in Zoran Raštegorac v Clio. Tudi Pelhan in Čar s Polom sta imela manjše težave, a so jih odpravili, da sta lahko nadaljevala. Vse 3 preizkušnje so se ponovile, a dogajanje se je tukaj šele zares razumelo.
Vodilni posadki v diviziji 1 je kazalo, da bo spet prišla do zmage, a niz Jerkiča in Stoparja se je zaradi tehničnih težav prekinil. Prišlo je tudi do velikega preobrata dirke. Vodilna Ondřej Bisaha in Peter Tešinski sta odstopila na 8. brzincu. Posadka je bila po nesreči v redu. Tako sta Rok Turk in Blanka Kacin prevzela vodstvo in prišla v varno prednost, če le pripeljata do cilja. Brez poškodb pa je nažalost nista odnesla vodilna v diviziji 3, Mišel Zupančič in Damjan Andrejka. Prepeljali so jo v bolnišnico, a v času delanja reportaže je Mišel še vedno v tamkajšnji oskrbi. Mišelu in Damjanu želimo čim hitrejše okrevanje. V drugem prehodu Hapi Laz je Turk samo še povečal vodstvo, ki mu je bilo prej podarjeno. Pred zadnjo preizkušnjo so bili tako vodilni Turk, Bodlaj, Novak in Agnič. A vemo, kakšen je lahko Rejli. Ravno Agnič je po problemih na shakedownu znova naletel na težave. Na zadnjem brzincu je izgubil toliko časa, da ga je prehitel Miha Mušič, ki je tako prišel do zmage v diviziji 3. Videli pa smo še en preobrat, posledično pa tudi prekinitev zaporedja zmag. Tehnika je ponagajala Timu Novaku, ki ga je tako prehitel Marko Grossi za njegovo prvo zmago v diviziji 2, čeprav mu je bila dodeljena kazen 10 sekund. Bodlaj in Turk pa sta uspela obraniti vodstvo. Poslušajmo, kaj je zmagovalec povedal na cilju. No, za nami je zelo težak Reli Ina Delta. Dokaj uspešno se je za nas zaključil, ne glede na to, da je bila dirka polna preobratov in bom rekel raznih pripetljajev in stvari, ki so se dogajale, ampak ja, na koncu je vse dobro išlo. Z Ondrejem, ki je bil dan sicer hitrejši, se zgleda za lansko Gorico zamenjala vloge, tako da upam, da se naslednjemu Reliju spet srečamo pa pomirimo, pa da bomo probali pač spet biti konkurenčni. Drugače pa je super rezultat za nas in jasno, gremo naprej. Tukaj je najboljših 10 na Reliju Ina Delta. Prednost Turka in Kacinove je na koncu znašala 32 sekund pred Hidegom, skoraj 3 minutami zaostanka pa se je na 3. mesto uvrstil še en Mađar, Antal Kovac. Med Slovenci sta v top 3 prišla še Aleš Zrinski in Darko Peljhan, a z zelo velikima zaostankoma. 6 minut 24 za Zrinskega in 7 minut 3 sekunde za Peljhana. Ker je ta Reli daljši od 120 km, se k točkam v prvenstvu prišteje koeficient 1,5. Točke v generalni razvrstitvi so osvojili Turk, Zrinski, Peljhan, Grossi, Novak, Štucin, Oblak, Mušič, Bodlaj in Velika Vrh. V diviziji 1 je zmago slavila posadka Rok Bodlaj Boštjan Sušnik v Škodi Fabiji za samo 5 sekund in 4 desetinke pred Bojanom Velika Vrhom ter 18 sekund in 1 desetinko pred Juretom Jerebom. Tako je v prvenstvu zdaj prvi Bojan Velika Vrh, a Rok Jerkič in Rok Bodlaj nista daleč zadaj. Kot že prej omenjeno, sta do zmage v diviziji 2 prišla Marko Grossi in David Kavčič. Na koncu je prednost zaradi tistega pribitka znašala 6,6 sekunde pred Novakom, Martin Štucin in Gregor Maurer pa sta bila na stopničkah, 2 minuti in sekundo zadaj. Na lestvici točkovanja še vedno vodi Tim Novak, a je Marko Grossi s to zmago malo zmanjšal zaostanek. Jernej Fakin po nesreči še vedno drži dobro pozicijo. Poglejmo še v divizijo 3, kjer samo posadka Miha Mušič in Črtomir Bergan ni imela težav. Agnič je izgubil kar 3 minute in 16 sekund, a je še vedno dobil 27 točk za drugo mesto. Ravno zaradi tega je Domen Agnič prevzel vodstvo v prvenstvu divizije 3 za 5,5 točk pred ravno Miho Mušičem. Pa je v koncu prišel še en Reli, z njim pa tudi naša reportaža. Samo še opomnim, da bo konec meseca junija na sporedu že 4. dirka sezone, Reli Železnikov. Še prej pa gorsko hitrostna dirka Gorjanci, ki jo bomo seveda spremljali na družabnih omrežjih Avtoportreta in na naši spletni strani. Hvala za ogled in nasvidenje.